Japonska modrost pravi: eno jabolko na dan prežene bolezen stran. Konec 19. in v začetku 20. stoletja so območje današnje Slovenije porasli travniški sadovnjaki starih, visokodebelnih sort jablan, hrušk in sliv. Znano je bilo dejstvo, da pri hiši, kjer so imeli sadovnjak, ni bilo lakote. Tak sadovnjak tako rekoč ne potrebuje nege. Poleg tega živi v simbiozi s koristnimi živalmi, ki opravljajo ljudem prijazno nalogo zaščite pred škodljivimi boleznimi. Posebej je treba poudariti, da gre za ekološke sadovnjake, saj za nego le-teh kmetje nikoli niso uporabljali nobenih škropiv za zaščito pred škodljivci in boleznimi. Težko najdemo živilo, ki ima tako široko paleto uporabnosti kot prav jabolko. Odlično se prileže sveže, kot dodatek obroku ali samostojna malica. V dobri kleti ga lahko shranjujemo vse do pomladi. Nekatere sorte vse do nove sezone, predelamo ga lahko v sok, jabolčno vino in kis. Prav tako ga lahko posušimo, saj so jabolčni krhlji primerni za kompot ali sadni kruh. Jabolčna čežana oziroma omaka je dragocen dodatek desertom, ki so predvsem zdravi, saj ni potrebno dodajati sladkorja, ker ima jabolko dovolj naravnega sladkorja. Sestavine za tokratno sladico smo kupili: moko v ekološkem centru Svit, sir in maslo v kmečki sirarni Gorički raj, jabolka iz visokodebelnih sadovnjakov pa so nam podarile 3 gospodinje iz vasi Büdinci na Goričkem. Za razsuto gibanico za 4 osebe potrebujemo 200 gramov mladega sira za žar in 2 decilitra jabolčne čežane. Za testo potrebujemo 100 gramov polnozrnate moke, 100 gramov masla, 2 žlici nerafiniranega sladkorja, 1 žlico rjavega ruma, 1 jajce, 50 gramov mletih orehov, 50 gramov mletega maka in krepek ščep soli. Sestavine vstavimo v skledo in zgnetemo krhko testo, ga vsujemo v pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko, in vstavimo v pečico. Ko svetlo porjavi, ga ohladimo in grobo razdrobimo v skledo. Pripravimo jabolčno čežano tako, da olupljena in narezana jabolka posujemo s cimetom in skuhamo v vodi, ki smo jo začinili s klinčki. Skuhana jabolka odcedimo, poškropimo z limoninim sokom in s paličnim mešalnikom zmeljemo. Sir narežemo na trikotnike in ga brez maščobe na obeh straneh popečemo v ponvi, da porjavi. Del spečene razsute gibanice damo na krožnik in oblijemo s čežano. Nato pa na razdrobljeno s čežano oblito testo dodamo še popečen sir. Da bo bolj sladko, lahko posujemo še sladkorjem v prahu, ki smo mu dodali cimet. Sladica je lahkotnejša in posodobljena oblika tradicionalne prekmurske gibanice, ki morda za tale čas postaja prebogata, posebej, če jo želimo postreči po izdatnem kosilu.